Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše vprašanja ter pobude in pred nami je izjemno zanimiva tema. Namreč, kakšen bo razvoj bolidov v sezoni 2020, če sploh bo? Razvoj bolida Formule 1 spada med temeljne aktivnosti vsake ekipe, pa naj se bo tista najboljša, pa vse do tiste najslabše se morajo ukvarjati s tem. Težko si sam predstavljam, da tisti bolid, ki ga vidimo na predstavitvi pred začetkom sezone, ostane dobesedno nespremenjen do konca zadnje dirke. A vemo, slišali smo v mnogih medijih, da bo razvoj v sezoni 2020 in 2021 zamrznjen. Tu moramo biti natančni, kaj bo zamrznjeno. Pač v Formuli 1 na bolidu imamo več segmentov, več delov, katere lahko omejimo. In tisti podvržen crash testom in predvsem homologaciji bo seveda zamrznjen. A tu imamo določeno izjemo, naprimer pri šasiji, kateri je poglavitni del bolida Formule 1. In to zaradi ekipe McLaren. Oni bodo zamenjali dobavitelje pogonskih sklopov, od Renaulta bodo šli k Mercedesu in zato jim bodo dovolili določene minimalne popravke. In prav iste popravke bodo dovolili tudi ostalim ekipam. Generalno gledano pa bo morala šasija ostati taka, kot je, v dobrem in v slabem. A kot sem povedal, na bolidu Formule 1 imamo še majhno morje drugih delov, kateri niso podvrženi tej omejitvi, naprimer aerodinamične profile, ravno dno bolida, košare zavor in še bi lahko našteval. Zato tiste izjave, kot jo je dal Zac Brown, ne smemo jemati preveč resno. Povedal je, da v letošnji sezoni se bodo ekipe Formule 1 bolj ukvarjale z izdelavo rezervnih delov kot z razvojem le-teh. Namreč že na začetku pri konceptu bolida inženirji začnejo z 3 ločenimi aerodinamičnimi paketi za njihov bolid. Namreč tisti paket za počasne proge, tisti paket za hitre proge in tisti paket za vmesne proge, nekaj srednjega. In seveda, tako si sledijo tudi proge, katere zahtevajo drugačne lastnosti bolida. Govorimo naprimer o aerodinamičnem oprijemu, govorimo o zračnem uporu in še bi lahko naštel kaj. Ampak po določenem številu dirk ekipe zberejo podatke in pošljajo povratne informacije nazaj na sedež ekipe. Ugotovijo, kaj v določenem paketu je delovalo in kaj ni delovalo, na katerih področjih se mora določen paket izboljšati. In to skušajo narediti inženirji z razvojem. Tako lahko vidimo, da na različnih dirkah ekipe preizkušajo marsikaj. Novo ravno dno, katerega potem zavržejo ali ne, drugačno obliko aerodinamičnega profila in tako naprej. Seveda, razni deli različnih paketov se lahko izmenjujejo med seboj, vse je odvisno od tega, kako je najboljše za voznika in seveda za sam bolid. Ampak to je razvoj, kateri bo dovoljen v letošnji sezoni. A treba je razumeti, da je letošnja sezona specifična. Veliko število dirk je odpadlo. Začenjamo s prvenstvom sorazmeroma pozno. Dirke si bodo sledile eno za drugo. Zato ta razvoj, katerega pričakujemo vsaj na aerodinamičnem področju, bo narejen precej na slepo. In ukolikor bodo ekipe izbrale pravo pot, ne bo nobenih težav. Ukolikor bodo zgrešile to pot, pa samo za malo, bodo lahko nastale velike težave, kajti ne bodo imele praktično možnosti, da bodo to popravile. Kako to mislim, poglejmo samo primer, fantazijski, na veliki nagradi Velike Britanije in naslednji veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. Obe na Silverstonu, obe v 7 dneh. Ekipa Racing Point ima sedež na dirkališču v Silverstonu, to se pravi, nimajo problemov z logistiko. A ukolikor bi na prvem prostem treningu ugotovili neko napako na svojem prednjem profilu, koliko časa sploh imajo na razpolago, da to napako popravijo?
bore malo. Ukolikor začnejo na njemu delati po končani dirki, to se pravi v ponedeljek, imajo lahko 4 dni, da ugotovijo napako, dobijo rešitev, projektirajo nov del in ga seveda izdelajo. Seveda vse je možno na tem svetu, a mislim, da to je kmalu nemogoče. In isto velja seveda za vse ostale ekipe, da smo si na jasnem. Izbral sem samo nek fantazijski primer. A spomnimo se v resnici, kaj se je zgodilo v lanski sezoni. Mislim, da nam je dobro pred očmi, kako je bila dobra ekipa Haas v drugi polovici sezone. Res bili so za nič. Zašli so iz prave smeri razvoja. Na koncu so ugotovili, da tiste rešitve, ki so jih imeli na razpolago na začetku sezone, so boljše od tistih, ki so prešle določeno stopnjo razvoja in so bile namenjene točno določenemu tipu proge. Torej, tisti splošni del je bil dosti boljši od tistega specifičnega, ki je bil praktično narejen za to, da bo hitrejši. In to mislim, da je ena izmed velikih nevarnosti, ki jih lahko vidimo v letošnji sezoni Formule 1. Govoril sem tudi o drugem konceptu nosnega dela pri raznih ekipah Formule 1. In tu je treba poudariti, da ukolikor bo vse delovalo, kot je treba, bo super. Ukolikor ne bo delovalo, pa bomo videli, ali bodo sploh konkurenčni. In tu je treba poudariti, da naprimer Ferrari z SF1000 gre dokaj po varni poti. Varni, a po drugi strani lahko počasni. In seveda, sedaj sem govoril samo o aerodinamičnem aspektu. A imamo kar nekaj zanimivih tem tudi na tistem mehanskem. Namreč imamo pogonske sklope in imamo tudi menjalnik. Namreč pri pogonskih sklopih je zadeva izjemno zanimiva. Vemo, imamo omejeno število teh komponent, kolikor jih kdo preseže, dobi tista osovražena kazenska mesta. A zaenkrat imamo v koledarju te sezone 8 dirk. Vem, nekatere mislijo še dodati, a zaenkrat jih je 8. Ukolikor pogledamo športni pravilnik, vidimo, da ukolikor je več kot 14 dirk, imajo vsi na razpolago tisto polno število komponent. Ukolikor jih imamo 14 ali manj, se to število zmanjša. Ukolikor jih imamo 11 ali manj, se zmanjša še za nekaj več. Torej, razlika je očitna. Če pogledamo na začetku, ukolikor ne bi bilo koronavirusov, bi lahko tisto sezono delili na tretjine, vsaj kar se tiče tistih glavnih komponent. Torej, motor z notranjim izgorevanjem v pogonskem sklopu naj bi zdržal dobrih 7 dirkaških vikendov. Malce več, malce manj, strinjamo se. A sedaj, ukolikor bomo imeli 8 dirk in na razpolago bistveno več teh elementov, bo vprašanje, na kakih režimih se bodo vrteli in kako bo šel razvoj tudi na tem področju. Namreč znano je, da je prav vzdržljivost ena izmed tistih bistvenih lastnosti, ki jo mora imeti pogonski sklop Formule 1. A ukolikor z 2 elementoma moramo prevoziti prav toliko kilometrov kot prej z enim, mislim, da je razlika več kot jasna. A sedaj pojdimo tudi na menjalnik. Pravilo ostaja nespremenjeno, to se pravi, ukolikor voznik konča 6 dirk, če noče vpasti v kakšno kazen, mora uporabljati en in isti menjalnik. Ukolikor odstopi, ima možnost menjave. A sedaj se poraja vprašanje, kot smo ga videli naprimer pri Ferrariju. Bilo je kar nekaj govoric, da z njihovim novim menjalnikom ni vse v redu. Mnogi viri so pred kratkim poročali o tem, da so težavo rešili. Rešili naj bi jo s tistim klasičnim načinom, da so okrog tistega odlitka škatle menjalnika napeli novo kožo z ogljikovih vlaken. Rešitev, ki jo poznamo z ekipe Mercedes v zadnjih časih, ampak tudi z Ferrarija F2004. No, ukolikor bo prišlo do kakih težav na tem elementu, kateri je prišel določen razvoj od tistega, kar smo videli na zimskih testiranjih, kot ste razumeli, bodo določene težave. Tako po športnem pravilniku, kot po tistih omejitvah, katerih sem omenil na začetku. A to je vse nekaj, na kar moramo biti pozorni in tudi sam bom z veliko zanimanjem spremljal, kak bo ta menjalnik, kateri bo prisoten na SF1000 na prvi dirki veliki nagradi Avstrije. Razvoj tega elementa bo tudi eden izmed ključnih za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.